Z vitaminom D je v resnici bogatih zelo malo živil, to so predvsem pelagične ribe, potem recimo jajčni rumenjaki, jetra in pa nekatere gobe, recimo, če so bile obsevane z UV-svetlobo. No, ampak teh živil tipično v Sloveniji, recimo rib, uživamo relativno malo in vse naše raziskave so pokazale, da v bistvu so prehranski vnosi vitamina D v vseh populacijskih skupinah izredno nizki, okrog ali še nižje 3 mikrograme oziroma 120 mednarodnih enot na dan, kar je bistveno premalo, kot so priporočila, bistveno manj. Torej z prehrano zelo težko oziroma praktično ne moremo zadostiti potrebam po vitaminu D, kadar ni endogene sinteze zaradi vpliva UVB žarkov. Zdaj, za zmanjšano preskrbljenost z vitaminom D smo izvedli obsežno raziskavo na približno 300 odraslih v Sloveniji. Pri njih smo preverjali preskrbljenost poleti in pozimi in ugotovili smo, da je kar nekaj v bistvu prediktorjev, napovednikov, ali bodo imeli pomanjkanje vitamina D. En od glavnih ključnih prediktorjev se je pokazala debelost oziroma prekomerna teža. Debelost kar do 7-krat poveča tveganje za pomanjkanje vitamina D. Drug prediktor se je pokazala konstitutivna barva kože. Ugotovili smo, da so zelo svetli kavkazijski fototipi, ki imajo običajno tudi v bistvu na sonce zelo občutljivo kožo, 3,5-krat bolj podvrženi tveganju za pomanjkanje vitamina D. Prav tako smo ugotovili, da sta povezani poletna in zimska preskrbljenost, tako da pa še nekaj drugih zadev.